V Levici bomo danes glasovali za to, da se Janeza Ciglerja Kralja razreši s funkcije ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dejstvo, da je Slovenija s 4.000 smrtmi zaradi novega koronavirusa na 3. mestu v Evropi, je mogoče v velikem deležu pripisati napakam, ki jih je zagrešil minister Janez Cigler Kralj. Področji, kjer se je virus najbolj širil, sta namreč dve: domovi starejših občanov in delovna mesta. Oboje spada v delokrog ministra za delo. No, kljub temu, da se zdi, da so vsi v tej vladi nezmotljivi, je Janez Cigler Kralj v času svojega ministrovanja napravil več napak, katerih posledica je dejstvo, da smo imeli v Sloveniji v drugem valu rekordno število presežnih smrti in da se je do konca januarja od skupno 20.000 oskrbovank in oskrbovancev v domovih starejših občanov okužila več kot polovica. Umrlo pa jih je 2.000. To je 58% vseh smrti zaradi covida v Sloveniji. V prvem valu je bila bilanca še slabša, kar 77%. To ni normalno. V državah OECD je ta delež v povprečju okoli 47%, v Združenih državah, kjer so primerjalno gledano katastrofalno upravljali z epidemijo, oskrbovanci v domovih pomenijo 39% vseh smrtnih žrtev korone. Ponovim, pri nas 58%. Cigler Kralj je domove starejših občanov že v prvem valu pustil na cedilu. No, kljub temu, da je ministra strokovno združenje, torej Skupnost socialnih zavodov, večkrat zaporedoma pozivalo in prosilo, da naj ministrstvo v ravnanjih prisluhne njihovim pomislekom in zahtevam, tega ni storil. Skupnost je večkrat pozvala, da je potrebno okužene stanovalce izolirati izven domov, v bolnišnici ali na drugi ustrezni lokaciji. Glede tega sta se odvili tudi dve nujni seji na zahtevo Levice, kjer so k temu poleg skupnosti pozvali tudi v Sindikatu zdravstva in socialnega varstva ter v društvu Srebrna nit in še nekateri drugi vabljeni strokovnjaki. Ker so bile takrat postelje tako v intenzivni negi kot tudi v bolnišnicah le tretjinsko zapolnjene, smo v Levici zahtevali, da se okužene starostnike sistematično premešča v bolnišnice, kjer jim je mogoče nuditi najboljšo možno nego. A Janez Cigler Kralj navkljub pozivom ni zagotovil, da bi se okužene stanovalce izoliralo izven domov. To je pomenilo, da so se domovi za starejše občane še naprej spreminjali v zasilne bolnišnice, brez ustrezne opreme za oskrbo bolnikov in brez kadrov, ki bi bili na takšno obravnavo strokovno sploh pripravljeni. Po internih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so jih sredi novembra razkrili v Mladini, kar 85% s korono okuženih stanovalcev in stanovalk v prvem valu ni bilo zdravljenih v bolnišnici. Od tistih, za katere je bila bolezen usodna, jih je torej več kot polovica umrla kar v domovih. Domovih, v katerih so bivali, nastanjeni v rdečih conah, na vzpostavitev katerih je navkljub opozorilom o neizvedljivosti in neživljenjskosti pristal Cigler Kralj. To pomeni, da te oskrbovanke in oskrbovanci nikoli niso prišli do ventilatorjev, nikoli niso prišli do intenzivne nege. V Levici prav tako nismo pozabili na še vedno nejasne okoliščine odločanja o tem, kdo je bil v prvem valu deležen bolnišnične oskrbe in kdo ne. Spomnimo, da so konziliji samo v nekaj minutah ugotavljali, kateri starejši bodo v primeru okužbe deležni bolnišnične obravnave in kateri ne. Tudi to se je dogajalo pod okriljem Cigler Kralja, ki je dopustil, da se je nekaterim starejšim po hitrem postopku zanikala bolnišnična oskrba, brez da bi bili s tem seznanjeni sami oziroma da bi bili s tem seznanjeni njihovi svojci. Minister je prav tako prespal poletje in domov starejših občanov med relativnim zatišjem, poletnim zatišjem ni pripravil na drugi val, na katerega so strokovnjaki opozarjali že sredi junija. Bojana Beović je denimo že 17. junija opozorila, da je situacija nevarna in da se nam v kratkem času lahko zgodi obširno širjenje virusa. No, kljub temu je Cigler Kralj se je odločil,
da ne bo izdal enotnih usmeritev glede zapiranja domov in da bo to odgovornost prenesel kar na posamezne zavode. V nasprotju s prvim valom minister v jesenskih mesecih nikoli ni izrekel uradne prepovedi obiskov, da bi preprečil vnos virusa od zunaj. Posledično so se morala vodstva zavodov sama spopadati z jeznimi svojci ter prevzemati odgovornost, da ti ne morejo obiskati svojih staršev ali starih staršev. Mnogi so, normalno, pod pritiskom obiske potem tudi dopustili. Tudi v drugem valu minister ni poslušal priporočil stroke. Strokovna skupina je že 21. julija sprejela sklep, da je treba zavodom, ki ne morejo vzpostaviti rdeče cone, pomagati, da vzpostavijo možnost izolacije in da naj ministrstvo tem domovom pomaga zagotovitvijo kapacitet izven doma. Ta sklep je še mesece ostal neuresničen. Šele 24. oktobra je minister zagotovil možnost, da se domovom stroški najema dodatnih prostorov povrnejo. Prepozno. Država bi morala te prostore zagotoviti že v prvem valu, najkasneje pa do septembra. Minister je v svojem uvodu in zagovoru sebi v bran tako s prsti pokazal na zadnjih 15 let katastrofalno politiko upravljanja domov za starejše, s katero so bili starejši vse bolj in bolj potisnjeni na rob družbe. Res je, minister, a vi ste jih v zadnjem letu s svojim delom potisnili čez ta rob. Cigler Kralj prav tako ni upošteval priporočil strokovne skupine glede rednih testiranj. Že 27. septembra je ta sklenila, da bi domovi morali uvesti obvezna testiranja za zaposlene na 14 dni. 30. oktobra je strokovna skupina ta poziv ponovila ter predlagala 2-krat tedensko testiranje s hitrimi testi. A redno testiranje v domovih za starejše se je uvedlo šele 7. decembra. 2 meseca in pol po tem, ko je to predlagala strokovna skupina. In če je strokovna skupina konec septembra svetovala dodatno preverjanje, ali se v domovih držijo navodil ter hotela poostriti nadzor, je minister nasprotno v rdečih conah dopustil celo delo COVID pozitivnih zaposlenih. A bolni na delo niso prihajali le v domovih starejših občanov, ampak se je to zaradi popolnoma neustreznega upravljanja z epidemijo dogajalo po vsej Sloveniji. Podatki jasno kažejo, da je poleg skupnega gospodinjstva najbolj pogost vir okužbe ravno delovno mesto in da je v drugem valu epidemije bistveno manj delavcev delalo od doma. K temu, da so se okužbe v večjem številu prenašale na delovnih mestih, je botrovalo tudi nenadno prenehanje izdajanja karantenskih odločb, brez da bi ministrstvo poskrbelo za dejanski mehanizem uveljavljanja nadomestil za delavce, ki so bili v rizičnem stiku in bi se morali samoizolirati. V tem primeru ni šlo za varčnost Gorenjcev ali katerikoli drugih delavcev, ampak za to, da ti ljudje pač morajo plačati položnice. Ves čas epidemije se vrstijo tudi opozorila, da zaposleni, ki zbolijo ali so bili v tveganem stiku z okuženim zaradi strahu pred izgubo dohodka zaradi prenizkih nadomestil, niso motivirani za to, da ostanejo doma. V tem primeru so upravičeni le do 90 oziroma 80% plače. To ima seveda katastrofalne posledice z vidika preprečevanja širjenja virusa, zato je 100% nadomestilo ena izmed kritičnih točk, ki bi lahko vzpostavilo pogoje, da se prebivalci Slovenije vedejo varno in pri tem niso finančno oškodovani. A tega nadomestila ni, oziroma ga delavci dobijo le, če dokažejo, da so se okužili na delovnem mestu. In to lahko storijo z obrazcem, s katerim se sicer prijavljajo poškodbe na delovnem mestu. Vanj morajo vnesti natančen datum in uro okužbe, a delodajalci delavcem v praksi pogosto ne priznajo, da so se okužili na delovnem mestu in jim ne želijo izpolniti ustreznega obrazca za prijavo poškodbe na delovnem mestu, ki je torej pogoj za priznanje 100% nadomestila plače v bolniški odsotnosti. Povsem absurdno in nepravično je, da so po trenutni zakonski ureditvi in praksi delodajalci pristojni za okužbe na delovnem mestu. Delodajalci sami
ki so v tem primeru v konfliktu interesov ter brez strokovnega znanja presojajo, kdaj so bile okužbe prinešene od zunaj in kdaj so se prenašale v delovnem procesu. To, da za delavke in delavce velja domneva, da se niso okužili na delovnem mestu in da morajo nasprotno šele dokazati, pomeni nepravično prenašanje bremena na delavce, na delavke in katastrofalno upravljanje z epidemiološko krizo. V Nemčiji, v Avstriji, na Hrvaškem imajo nadomestila ustrezno urejena, takšnih težav posledično nimajo. Zaposleni, ki se okužijo, so upravičeni do nadomestila v višini celotne plače. Dobijo jo, ne glede na to, ali so se okužili na delovnem mestu ali drugje, ali le sumijo, da so kužni, ali jim je bila odrejena karantena ali izolacija. Šele po 6 tednih nastopi režim bolniške, višina nadomestila pa se zniža. S tem so zaposlene seveda te države spodbudile k odgovornemu ravnanju, saj za njihov finančni status ni pomembno, ali zbolijo ali ne. Morda bi se minister tem napakam lahko vsaj deloma izognil že samo, če bi prisluhnil sindikatom. Sindikatom, ki dobro poznajo delovno-pravno zakonodajo in ki dobro poznajo razmere na delovnih mestih. A vlada in ministrstvo, ki ga vodi Cigler Kralj, sta dialog s sindikati postavila na stranski tir. Čeprav minister v odgovoru na interpelacijo trdi, da je zavzet zagovornik socialnega dialoga, ga na laž postavljajo številne objave, pozivi in dopisi sindikatov glede pomanjkanja socialnega dialoga in nevključevanja predstavnikov delavcev v oblikovanje protikoronske zakonodaje. Iz teh objav je razvidno, da se minister pogajanj ni udeleževal, da je na pogajanja pošiljal ekipe brez vsakršnega mandata, da je koalicija med proceduro kršila predhodne dogovore ter da je vlada posegla v delovno-pravno zakonodajo brez vsakršnega posvetovanja s sindikati. Tudi v državnem zboru je minister dokazal, da zanj sindikati niso relevanten partner v razpravah o protikoronskih ukrepih. Recimo, ob obravnavi 8. protikoronskega paketa so bili sindikati na sejo odbora za delo povabljeni pol ure pred začetkom seje. Saj je koalicija vedela, da sindikati sami nasprotujejo nekaterim vladnim rešitvam. Če bi bil minister zavezan dialogu s sindikati, bi se na to odzval in bi bil kritičen do organizacije dela v državnem zboru, kjer predsednica odbora za delo Eva Irgl iz stranke predsednika vlade ni zagotovila, da bi lahko sindikati dejansko izrekli svoje stališče do vladnih predlogov. Pa tega ni storil. Odgovoril bom tudi na zatrjevanja ministra, da je s tem, ko je podelil številne koncesije zasebnim izvajalcem, ravno on edini, ki je nekaj napravil za področje dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Škodljivo je, da področje dolgotrajne oskrbe prepuščamo iniciativi zasebnega kapitala in pravilom prostega trga. Ministrstvo bi moralo prvo oblikovati načrt javnih vlaganj v infrastrukturo na področju dolgotrajne oskrbe. Namesto tega je ministrstvo še pred rebalansom proračuna, kjer bi lahko zagotovili sredstva za javno gradnjo in investicije, načrtovali tudi v kombinaciji s porabo evropskih sredstev, izdalo ravno razpis za privatni kapital. Namesto da bi vlada povečala javna vlaganja v dolgotrajno oskrbo, hoče zdaj 780 milijonov evrov nameniti orožarski industriji, starostniki pa naj se ukvarjajo privatniki. Predvsem tujim korporacijam je ministrstvo prepustilo izvajanje dolgotrajne oskrbe, tudi tam, kjer bi to lahko zagotavljali javni domovi. V nekaterih krajih bodo zasebni domovi celo izpodrinili načrtovane gradnje javnih domov. S tem je ministrstvo naredilo še en korak proti privatizaciji dolgotrajne oskrbe in zagotovilo, da bodo 30% dražji privatni domovi še naprej parazitirali na javnih sredstvih in na denarju starostnikov. Za konec naj opozorim še na eno napako, ki jo je napravil minister. V letošnjem letu ni pravočasno uskladil minimalnega plačila za delavce študente. Z letošnjim dvigom minimalne plače bi se morala hkrati uskladiti tudi minimalna urna postavka za študentsko delo, a minister je na to pozabil in za približno 100 tisoč evrov oškodoval študente, ki so delali. To je bila pika na i
potem ko jim je z interventno zakonodajo v 8 poskusih ni uspel zagotoviti pravičnega nadomestila za izpad dohodka iz naslova študentskega dela. Študenti so v vsem tem času prejeli 300 evrov. Ne glede na to, ali so se prej preživljali, si plačevali hrano in stanovanje študentskim delom ali ne. Za konec pa jih je z neupoštevanjem zakonodaje glede dviga minimalne študentske postavke prikrajšal še za pravično plačilo. Državni zbor je zato sprejel sklep, s katerim smo ministrstvo pozvali, da do 12. marca pripravi zakonsko podlago za povrnitev nastale škode. Do danes, 18. marca, ministrstvo tega ni storilo. Še več, ministrstvo neizplačanih študentskih plač ne bo vrnilo. Citiram: "Nikomur se ne bom opravičeval za to, kar sem delal, kar delam in bom delal." Konec citata. To je ob vložitvi interpelacije za medije dejal minister Janez Cigler Kralj. A razlogi za opravičilo in predvsem za prevzem odgovornosti za napake, storjene v času njegovega ministrovanja, definitivno obstajajo. Če ne drugega, bi se moral minister opravičiti vsaj za potvarjanja in laži, ki jih je navedel v odgovoru na svojo interpelacijo. Upam, da bo na te točke, na te očitke danes odgovarjal in da ne bo prevzel stališča svojega ministrskega kolega Zdravka Počivalška, ki je ob spornih nabavah zaščitne opreme dejal, da on ni nobeni javnosti nič dolžan pojasnjevati. Nasprotno, minister, Državnemu zboru in javnosti ste ministri dolžni pojasnjevati vse v zvezi z vašim delom in z vašim mestom v vladi. Naloga opozicije je prej spraševati vaše delo, postavljati vprašanja in opozarjati na napake. Ministrova, tudi ustavno zapovedana naloga, pa je pojasnjevati in odgovarjati Državnemu zboru. Hvala lepa.